In smo že pri petku, pred nami je ura slovenščine. Danes bomo skupaj prebrali eno zelo zanimivo pesmico, ki jo je zapisala pesnica in tudi pisateljica Svetlana Makarovič, jo že vsi dobro poznate. Naslov pesmice pa je Jaz sem jež. Najprej pa mi povej oziroma odgovori na moje vprašanje. Ali veš, kaj pomeni beseda važič? Kdo je to važič? A je to kakšen predmet, a je to kakšna lastnost osebe? Poznaš to besedo? Poznaš kakšnega važiča ali pa kakšno važičko? Si že kdaj komu rekel, ti si važič? Kako pa se vedejo, kako se obnašajo važiči in važičke? Kaj bi ti rekel? Si že kdaj slišal, da je nekdo rekel, na primer, jaz imam novo kolo, ti pa ne? Verjamem, da si že velikokrat slišal kakšne besede, kakšne stavke, kot so ti pa ne. Ja, tako se obnašajo važiči. Danes bomo spoznali ježa, ki je, kaj bi rekel? Ja, važič. Prisluhni pesmici. Pesmico najdeš tudi v prilogi, saj je ni v našem berilu. Svetlana Makarovič, Jaz sem jež. Jaz sem jež, ti pa ne. Jaz pa bodem, ti pa ne. Vsak se me boji prijeti, tebe pa nobeden. Jaz sem jež, ti pa ne. Nosim hruško, ti pa ne. Ti bi mi jo hotel vzeti, pa je nisi vreden. No, saj sam predobro veš, kaj bi dal, da bi bil jež, da lahko bil klobčič zvit, po bregu se kotalil. No, saj sam predobro veš, kaj bi dal, da bi bil jež, da bi s hruško se na hrbtu vsakomur pohvalil. Jaz sem jež, ti pa ne. Imam bodice, ti pa ne. Vsak te pes lahko pograbi, mene pa nobeden. Jaz sem jež, ti pa ne. Jaz sem važič, ti pa ne. Tebe vsak takoj pozabi, mene pa nobeden. Kakšna je pesem, ki sem jo prebrala? Se ti zdi, da je žalostna, da je vesela, razigrana, smešna? Kaj bi rekel? Je dolga, kratka? Kakšen je pa jež tale jež v pesmici? Kako si ga ti predstavljaš? A ga vidiš kot tihega, nebovžega ježka, ki teka po tleh in se vsakega boji? Ali ga vidiš kako drugače? Kaj dela jež? Po čem tu veš? S čim se hvali? Zakaj se ježa bojimo prijeti? Kaj bi rekel? Kaj lahko jež nabode na svoje bodice? Pesem potihem preberi. Lahko pritisneš tudi na pavzo na posnetku in jo prebereš tu, ali pa si stiskaš, sprintaš besedilo, ki sem ga pripela v priponko. Pesem najprej preberi potihem, potem pa še enkrat glasno. Pazi, da boš bral doživeto. Sedaj pa mi odgovori, koliko kitic ima pesem? Kaj bi rekel, je kratka, je dolga? Tako, pesem ima 3 kitice. Torej bi lahko rekli tudi, da je pesem dolga. Preštej hitro, koliko verzov ima. Kaj je že to verz?
Vers je ena vrstica v kitici. Ali si vedel, da je pesem Jaz sem jež tudi uglasbljena? Kaj to pomeni? Ja, da je nekdo za to pesem zapisal melodijo, skladbo in da jo zraven nekdo prepeva. V e-asistentu imaš povezavo do pesmice Jaz sem jež, prisluhni ji. Sedaj pa imam zate pomembno nalogo. Preizkusi se v pisanju pesmi, to smo tudi že počeli. Postavi se v vlogo važiča ali važičke. Tale jež je pravi važič, kajne? Ves čas se važi, da je boljši od vseh nas, da lahko nosi hruško, da ga nihče ne more prijeti v roke. Zdaj si pa izberi eno drugo žival ter zapiši vsaj eno kitico. Začni z jaz sem, na primer, jaz sem muca, ti pa ne. Izberi si kakšno drugo žival, premisli, katera žival se lahko važi, da je boljša od vseh ostalih. Pesem zapiši v zvezek na črte, zapiši tudi naslov pesmi, torej ne bo naslov Jaz sem jež, ampak boš namesto besede jež uporabil tisto žival, ki si jo boš izbral. Pesmico mi pošlji na moj elektronski naslov, da vidim, ali si pesnik ali nisi. Vem, da se boš potrudil. No, sedaj pa še matematika. Danes, kot že rečeno, bomo preverili svoje znanje. V delovnem zvezku na strani 72-73 boš samostojno rešil naloge. Če kdo potrebuje zraven stotični kvadrat, si lahko z njim pomaga, želela pa bi, da bi to skušali reševati samostojno. Poglejmo navodila posameznih nalog. Prva naloga. Izračunaš račune in potem pobarvaš polja z rezultati. Kaj bo nastalo? Druga in tretja naloga, pa tudi četrta, so besedilne naloge. Pazi, kako rešujemo besedilne naloge, to smo povadili tudi včeraj. Ne pozabi obkrožiti pomembne podatke, pazi na veliko začetnico in piko pri zapisu odgovora. Peta naloga od tebe zahteva, da imaš pri sebi tudi ravnilo, merilo. Izmeri in napiši, kolikšna je razdalja med igračami. Bodi pozoren in bodi zelo natančen. Pazi, kaj moraš zraven števila tudi zapisati, ne bom povedala. In zopet šesta naloga je besedilna naloga, ki se navezuje na merjenje dolžine. Vključiš s preverjanjem znanja. Boš samostojno rešil še besedilne naloge na strani 70, ki jih včeraj nismo rešili, in sicer v zvezek na kvadratke boš zapisal naslov besedilne naloge in vsako nalogo posebej rešil tako, da boš zapisal pri prvi nalogi številko 1, zraven boš zapisal račun in spodaj še odgovor v celi povedi. Pod tole nalogo boš zapisal številko 2 oziroma druga naloga, zapisal račun in odgovor in tako še za ostali dve nalogi. Mislim, da ne bo težav. Sedaj pa še zadnja stvar, in sicer na strani 71 so naloge, ki so označene z utežjo. Reši saj zmoreš, namenjene so tistim, ki mislite, da potrebujete nekaj več. Torej, če želite, lahko rešite še tele naloge na strani 71, ni pa obvezno. Tako, to bi bilo za danes vse. Upam, da se v ponedeljek vidimo v šoli.
Starši naj pofotografirajo, preverim svoje znanje, torej kar ste rešili, izpolnili, in naj mi pošljejo na elektronski naslov, da lahko sama vidim, kako vam je šlo. Lepo se imejte, nasvidenje!